Lep pozdrav vsem skupaj. Historična topografija je zbirka vseh oblik krajevnih imen, ki se pojavljajo v zgodovinskih virih od srednjega veka naprej. In je poleg v slovenščini pretežno na našem ozemlju, se pravi na ozemlju Slovenije, zapisana v latinščini in nemščini. Tokrat predstavljamo drugo izdajo historične topografije Kranjske, ki je bistveno dopolnjena, prva je šla že leta 2016. Obsega okoli 2000 strani, kar je cirka 40% več kot prva izdaja, prinaša nekje 445 novih lokacij in pa okoli 9000 novih vnosov. Ta historična topografija Kranjske je del obsežnejšega projekta. Prav zdaj, izteka se v juniju letos, je v teku projekt historične topografije Primorske in ta druga izdaja Kranjske je pravzaprav stranski produkt tega projekta. Med raziskavo, se pravi historične topografije Primorske, je na plan prišlo polno virov, ki so zajemali tudi Kranjsko in smo jih seveda vključili v to drugo izdajo. Ob tem smo nekoliko bolj sistematično obdelali nekatere korpuse virov za Kranjsko, ki so v prejšnji različici ostali nedodelani. Lotili smo se tudi mikrotopografije mest, predvsem Ljubljane in Škofje Loke, nekoliko nadgradili metodologijo in pa razširili kronološki nabor gradiva tudi na novi vek. Predvsem ta zadnja postavka bo prišla še bolj do izraza pri historični topografiji Primorske, glede na to, da je stvar tik pred izidom, bom namenil še nekaj besed tej prav tako elektronski knjigi. Historična topografija Primorske je zanimiva predvsem zaradi tega, ker je ostala v rokopisu. Namreč vsi te historično-topografski priročniki so predtem izšli že v tiskani obliki, in sicer v 70. in 80. letih 20. stoletja. Edino Primorska, ta je ostala v rokopisu oziroma tipkopisu. In poleg tega je bila kartoteka dalj časa založena in s tem praktično nedostopna. Tako da bo ta nova elektronska knjiga praktično prvič predstavlja to historično topografsko gradivo tudi širši javnosti. Vsi ti projekti historične topografije so bili financirani strani ARRS, za kar se na tem mestu zahvaljujem. Obenem pa upam, da bomo lahko to sodelovanje nadaljevali še naprej. Namreč v načrtu imamo še kar nekaj teh historično-topografskih projektov, poleg teh, ki sem jih omenil, se pravi knjižnih zbirk, ki bodo postavljene na internet, predstavljene tudi na spletu. Imamo namen ob koncu na podoben način obdelati še ozemlje slovenskega zamejstva v vseh okoliških državah, se pravi Italiji, Avstriji, Madžarski in na Hrvaškem. Hvala lepa za pozornost.